Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Matej Avbelj, sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi in njen rektor. Veseli me, da vas smem danes vse skupaj pozdraviti na prvem akademskem forumu Nove univerze v novem akademskem letu. Žal se novo akademsko leto nadaljuje tako, kot se je končalo staro. Epidemija koronavirusa, kljub temu, da naj bi ta virus izginil, kot je dejal nek predsednik zaenkrat še neke države tam na oni strani Atlantika, virus še vedno vztraja z nami, toda mi se ne damo in naše aktivnosti smo torej preselili v virtualno okolje. Danes se torej nahajamo v učilnici, predavalnici Zoom. Prvi akademski forum v tem novem akademskem letu poteka v okviru raziskovalnega projekta Integralna teorija prihodnosti Evropske unije in ta akademski forum bomo namenili vprašanju vladavine prava v Evropski uniji kot ene temeljnih predpostavk za to, da bi bila prihodnost Evropske unije ne samo lepa, ampak predvsem vzdržna. Na današnjem akademskem forumu se bosta z menoj pogovarjala doktorica Katja Rejec-Longar, ki je direktorica Urada za mednarodno sodelovanje na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije, in doktor Zoran Stančič, ki je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Kot rečeno, akademski forum, ki bo trajal striktno do 16. ure, takrat bomo kamere in luči pogasili, bo posvečen vladavini prava. Vladavini prava pa bo posvečen ne samo zato, ker je to ena od najpomembnejših tematik v javnopravnem družbenem prostoru, ampak tudi zato, ker je 30. septembra, torej pred kratkim, Evropska komisija izdala svoje prvoletno poročilo o stanju na področju vladavine prava v Evropski uniji in torej njenih državah članicah, vključno z Republiko Slovenijo. Za nekoga, ki se s pravom Evropske unije ukvarja že kar nekaj časa, so dogodki, ki se odvijajo danes, je dejstvo, da se mora Evropska komisija tako poglobljeno ukvarjati z vladavino prava pravzaprav presenetljivo. Namreč, če pogledamo nazaj v zgodovino, v zgodovinski razvoj evropskih integracij, bi si na samem začetku težko predstavljali, da bo vladavina prava eden temeljnih problemov v Evropski uniji leta 2020. Vladavina prava je bil koncept, ki je na samem začetku bil trdno zasidran na nacionalni ravni. Predpostavljalo se je, da bodo države članice tiste, ki bodo same pri sebi zagotovile, da bodo ustavne demokracije, torej utemeljene na vladavini prava in demokratični ureditvi. Evropska unija pa bi pravzaprav na tem bazirala in se ukvarjala s svojimi pristojnostmi, ki so bile sprva ekonomske, kasneje pa jasno tudi politične in širše tudi demokratične. No, s procesom poglabljanja evropske integracije in z širitvijo Evropske unije pa so se stvari znatno spremenile. Evropska unija je dobila vse več pristojnosti, tudi zaradi sodne prakse sodišča Evropske unije je morala vzeti vladavino prava resno, ona sama, morala je vzeti resno tudi spoštovanje človekovih pravic, ki jih je potem razvila tudi na svojem lastnem parketu. Po letu 2004, še bolj konkretno pa po letu 2010, so se pa znotraj Evropske unije na ravni določenih držav članic pokazale prve razpoke, ko gre za vprašanje vladavine prava. V bistvu se moram nekoliko popraviti. Prva večja razpoka, ko je šlo za vprašanje spoštovanja vladavine prava v državah članicah, se je pokazala že na začetku 2000 let, in sicer v obliki naše severne sosede Avstrije, kjer je tedanja konzervativna koalicija, zato da je lahko prišla na oblast, v svoje okrilje sprejela razvpito Hajderjevo stranko, ki je bila poznana po svojih številnih ekstremnih stališčih, med drugim tudi je bila izrazito nenaklonjena slovenski manjšini. In tedaj se je prvič na evropski ravni vzpostavila potreba, da bi vendarle tudi Evropska unija imela določene mehanizme
s pomočjo katerih bi lahko nadzorovala, ali njene države članice spoštujejo skupne vrednote demokracije in vladavine prava. Tudi potem, ko so torej že postale članice. Ta mehanizem se je potem zasidral v 2. člen pogodbe Evropske unije, ki danes jasno poudarja, katere so tiste skupne vrednote Evropske unije, in na tej podlagi je bil uveljavljen tudi 7. člen pogodbe Evropske unije, ki daje na razpolago politični mehanizem za morebitno sankcioniranje tistih držav članic, ki sistemsko vztrajno kršijo temeljne vrednote Unije. Ta 7. člen je bil s strani nekdanjega predsednika Evropske komisije Emanuela Barrosa opredeljen kot nuklearna opcija, torej kot atomska bomba, nekaj, kar ne bomo nikoli uporabili, razen če bi bilo to potrebno za naše lastno samopreživetje. Tako smo menili še nekaj let nazaj, danes je ta člen že uporabljen zoper 2 državi članici, zoper Madžarsko in Poljsko. Vemo pa, da je verjetnost, da bi ta člen dosegel kakršenkoli politični epilog, kakršnokoli resno sankcijo, pravzaprav zanemarljiva, kajti za sprožitev tovrstnih sankcij je potrebno soglasje v Evropskem svetu, tega soglasja pa v Evropskem svetu ne bo, ker bo ena država članica krila hrbet drugi državi članici. In danes smo tu in Evropska komisija je kot enega od mehanizmov, s pomočjo katerih bi se lahko pomagala v tej neljubi situaciji, v kateri se je znašla, razvila tudi to prvo letno poročilo o stanju vladavine prava v Evropski uniji. In moje prvo vprašanje po tem uvodu bi bilo namenjeno prav dr. Stančiču, in bi te Zoran vprašal, kaj je pravzaprav ta mehanizem, kako je ta mehanizem nastal, torej kakšna je njegova metodologija in kaj je pravzaprav njegov cilj, kaj želi z njim Evropska komisija doseči. Hvala lepa, lep pozdrav še z moje strani. Tudi zelo pozdravljamo inicijativo Nove univerze, da to pomembno temo umesti v svoje akademske razprave. In se veselimo tudi pogovora s vsemi, ki sledijo tej diskusiji. Najprej bi rad poudaril, da moramo se zavedati, da je štartna osnova v Evropski uniji glede vladavine prava, glede zaščite človekovih pravic zelo, zelo visoka. Skratka, bodimo ponosni na to, da je Evropska unija in njene države članice dejansko velesila glede vladavine prava, zaščite manjšin na svetovni ravni. Obstaja cela vrsta recimo svetovnih indeksov, ki so pripravljeni na to temo in zgolj v informacijo, v veliki večini teh indeksov so države članice Evropske unije ocenjene med najboljšimi na svetu. Recimo 10 najboljših držav na svetu, jih je 7 iz Evropske unije. Tako da naša štartna osnova je zelo dobra, kar pa ne pomeni, da nimamo določenih izzivov, ki jih moramo ustrezno nasloviti. Poročilo o stanju pravne države v Evropski uniji je dejansko steber Evropskega mehanizma za pravno državo. Njegovo vzpostavitev je predsednica Evropske komisije napovedala v političnih smernicah ob začetku svojega mandata. Kaj želimo s tem poročilom narediti? Želimo dejansko doseči dialog o spoštovanju načel pravne države, tako na ravni Evropske unije, kot tudi na nacionalni ravni. Ta dialog naj bi potekal z Evropskim parlamentom, s svetom EU, z nacionalnimi parlamenti in tudi z drugimi evropskimi in nacionalnimi deležniki. Torej, ta dialog je ključ mehanizma za pravno državo. Naš, če hočete, globalni cilj, širši cilj je pa spodbujati spoštovanje načel pravne države po vsej Evropski uniji. S tem poročilom smo dejansko zbrali informacije in tako dobili natančen vpogled v stanje pravne države v Evropski uniji za vse države članice, torej ne zgolj za posamezne, ampak za vse. In to je bistvena razlika od prejšnjega stanja. To nam na nek način omogoča, da se z izzivi na področju vladavine prava
spoprijemamo že v zelo zgodnji fazi, kar pomeni, da ne čakamo na tisto obdobje, ko imamo morda težave, ko so težave v državah članicah, ampak da že v zelo zgodnji fazi ugotovimo, kje so morebitne težave, da na te težave upozorimo in da potem v zgodnji fazi delujemo in se s temi izzivi soočimo. Z odprto razpravo in z izmenjavo dobrih praks lahko torej že v zelo fazi dovolj zgodaj preprečimo, da bi se težave pri spoštovanju načel pravne države pojavile ali pa poglobile na določenih področjih. Torej gre na nek način za neke vrste preventivno orodje, ki hkrati dopolnjuje druge postopke, ki si jih Matej že omenil, s katerim Unija zagotavlja torej spoštovanje načel pravne države. Par besed še o metodologiji. Poročilo je torej rezultat zelo tesnega dialoga z nacionalnimi organi in deležniki ter je neke vrste objektivni in nepristranski pregled vseh držav članic. Kvalitativna ocena, ki jo je izvedla komisija, se osredotoča na pomembne dogodke od januarja lanskega leta z uporabo enotne metodologije za vse države članice. Kako je postopek potekal? Januarja leta 2020, januarja letos, je predsednica Evropske komisije pisala ministrom, naj v vsaki državi članici vzpostavi mrežo nacionalnih kontaktnih točk za pravno državo kot stalni komunikacijski kanal komisije z državami članicami. Poleg držav članic je v okviru posvetovanja svoj pisni prispevek dalo tudi več kot 200 zainteresiranih strani, recimo agencije Evropske unije, nacionalne evropske organizacije, civilne družbe, poklicna združenja. Potem smo pa izvedli tudi več kot 300 virtualnih obiskov, videokonferenc z različnimi deležniki po državah članicah, torej recimo z nacionalnimi organi, sodnimi, neodvisnimi organi, z ustreznimi strankami in podobno. Tako da ti pogovori so potekali. Rad bi poudaril, torej, da je vsaka država članica imela tudi možnost preveriti dejansko točnost svojih osnutkov v poglavji državah. Vse aktivnosti so potekale zelo dobro. Hkrati bi rad poudaril, da smo še enkrat imeli enotno metodologijo. Konec avgusta so potem osnutki poročil bili poslani državam članicam. Na osnutke so države članice dale določene pripombe in s tem dodatnim preverjanjem je Evropska komisija želela preveriti oziroma zagotoviti točnost vseh dejstev, ki so bili predstavljeni. Na koncu pa seveda gre za oceno Evropske komisije, ki je zdaj bila pravzaprav 30. septembra podana vsem skupaj. Kaj se bo zdaj naprej dogajalo? Zelo pomembno je, da smo zdaj pravzaprav v začetku nekega postopka. Članice Evropske unije bodo poročilo obravnavale v okviru zasedanj ministrov pristojnih za EU zadeve. Nemško predsedstvo pričakuje in načrtuje že v oktobru mesecu neke prve korake, potem pa dejansko bo potekalo v okviru rednih zasedanj poglobljena diskusija o stanju v posameznih državah. Ne o vseh 27 naenkrat, ampak o posameznih skupinah držav. In kaj se bo tukaj dogajalo? Dejansko bodo države članice med sabo se pogovarjale znotraj sveta o stanju pri sebi. Torej, če želite, smo s tem poročilom nastavili ogledalo državam članicam s ciljem, da se soočijo z našo oceno stanja na določenih področjih in mi se veselimo in potem naredijo tudi ustrezne korake zaradi tega, da se bo ta standard, ki, kot sem povedal, že je v Evropski uniji zelo visok, da se bo ta standard dvignil na še višjo raven. Hvala lepa, Zoran, za to uvodno predstavitev. Preden nadaljujemo s Katjo, naj še dodam, da se drugi udeleženci tega akademskega foruma lahko tudi vključite v razpravo
s pomočjo chat rooma, kamor opišete svoje vprašanja, lahko jih pišete, opisujete že sproti, jaz jih bom videl, jih bom zaznal in jih bom lahko tudi zastavil našima sogovornikoma, takoj, ko bo za to priložnost. Preden gremo, torej prvi del izvajanja je namenjen razpravi o samem mehanizmu tega letnega poročila, o samem vsebini letnega poročila v Sloveniji bomo govorili v drugem koraku, tako da bi zdaj še kolegico Rec Longarjevo prosil, da predstavi še svoje videnje delovanja Evropske komisije na področju zagotavljanja vladavine prava. Kako ti, Katja, ocenjuješ ta mehanizem? Tu seveda me zanima tvoje osebno mnenje in čeprav razumem, ne boš predstavljala uradnega stališča Republike Slovenije. Drži, Matej, najlepša hvala za povabilo in pozdrav tudi vsem udeležencem. Moram reči, da sem bila zelo skeptična v začetku, ko smo začeli razprave o tem mehanizmu, v smislu tega, kako bo komisiji uspelo nekako na skupni imenovalec spraviti vse države in jih nekako objektivno oceniti, ampak in to sem tudi zelo aktivno komunicirala s svojimi kolegi na komisiji v Bruslju. Malo me je tudi skrbelo, da se bo ta mehanizem sprevrgel v nekako orodje proti samemu sebi, da ga bo nekako politika zlorabljala za to, da se bo lahko neke spremembe delali ravno v to smer, v katero komisija ne želi iti. Ampak moram res pohvaliti komisijo, res kapo dol, naredili so izjemno kvaliteten dokument. Moram reči, zelo objektiven. Jaz sem šla čez vikend brati tudi malo iz Ferbca druge države in moram reči, da so dejansko izpostavili probleme, ki so in tudi pohvalili tam, kjer je kaj za pohvaliti. Ker mi imamo občutek, da imamo Slovenci en tak vtis, kako je pri nas res vse narobe, drugje pa vse super in se mi zdi, da je to morda tudi zelo dober prikaz tega, da je tudi v najbolj razvitih državah kaj narobe. Tako da priporočam v branje recimo tudi poročila za tiste države, ki jih jemljemo kot za zgled. Tako da mislim, da je komisija tukaj naredila eno veliko delo. Nekako za slovenski odziv sva rekla, da bomo kasneje. Se mi pa zdi, da bolj kot ne naslavljamo en simptom, ne pa vzroka. Kot si ti zelo dobro začel, Matej, v uvodu, se moramo vprašati, zakaj je leta 2015 in naprej, zakaj je prišlo do takega porasta populizma, in tudi ne samo zdaj govorimo o Poljski in Madžarski, če gledamo Velika Britanija, dobro, zdaj ni več članica, ampak vendarle, to je neka najstarejša demokracija, ki, kot si v enem članku ali v intervjuju omenil, nam daje na svet, da naj počakamo 1000 let, zato da bomo potem na istem nivoju vladavine prava, ampak hkrati tudi v tej državi v bistvu ni trajalo zelo dolgo, da so prišli do neke točke, ko se recimo sprašujejo, ali bi se držali nekih mednarodnih sporazumov. Tako da hočem reči, da nobena demokracija ni imuna na te posege. Treba se vprašati, zakaj smo prišli do sem. Jaz imam sicer teorijo, da je to tudi posledica te politike varčevanja, ki jo je sama Evropska unija zelo propagirala. Hvala Bogu je zdaj to paradigma obrnjena v tej COVID krizi, ampak vendarle, tako da bi se morda tudi Evropska unija morala na neki točki vprašati, ali tudi mi morda smo del problema, ne samo rešitve. Tako da mogoče bi jaz za uvodno debato ostala tukaj na tej točki, ne bi šla dlje, pa bi mogoče potem več o vsebini povedala, če se strinjaš, Matej. V redu, najlepša hvala tudi za tvoje izvajanje. Potem bi šli pa zdaj v tem drugem delu v to vprašanje medias res, torej v jedro slovenskega poročila. In tu me zanima, Zoran, z perspektive Evropske komisije, kaj so tista glavna sporočila, ki
o stanju vladavine prava v Sloveniji, na katere bi morali biti po mnenju Evropske komisije še posebej pozorni? Hvala lepa. Najprej zelo se strinjam s Katjo o tem, da pravzaprav je dobro, da se ne bere samo poročilo o tista državi, ki nas najbolj zanima, ampak da preberemo torej tudi to širšo, ta uvodni del, ki pravzaprav predstavlja širšo sliko stanja po 4 področjih, torej po področju neodvisnosti, kakovosti, učinkovitosti pravosodnih sistemov, potem drugo poglavje je protikorupcijski okvir, tretje poglavje pluralnost medijev in medijska svoboda in četrto poglavje institucionalna vprašanja. Zelo dobro je torej prebrati najprej ta širši del, ki zajema celotno Evropsko unijo, zato ker so noter posamezne dobre prakse. Zgolj kot ilustracijo, recimo za področje pravosodja, pravi, recimo je sporočilo dobra praksa po vseh državah članicah je krepitev neodvisnih nacionalnih svetov za sodstvo, recimo. Imamo tak, torej vidimo, kaj so dobre prakse na evropski ravni. Če gremo pa pravzaprav na konkretno za Slovenijo, po vseh teh 4 poglavjih, ki jih imamo, najprej pisanje, način pisanja ni tak, da se iščejo problemi, ampak način pisanja tega poročila je tak, da se poskuša na osnovi dogovorjene metodologije določene stvari reči, kaj je dobro, kaj deluje, in hkrati kje so težave, kaj je bilo treba narediti bolje. Če gremo, torej vsako od teh 4 poglavij, če gremo po vrsti, najprej torej pravosodni sistem. Za pravosodni sistem najprej je zelo jasno napisan, da je izpostavljen napredek pri digitalizaciji sodstva. Potem nadalje govori o tem, da je okrepljena učinkovitost državnega tožilstva. Potem pravi, da se sodni zaostanki se zmanjšujejo in da kljub temu, da so še vedno težava, pa niso sistemska težava. Tako da to so zelo pozitivna sporočila, ki sem jih želel izpostaviti. Hkrati pa recimo jasno govori, da ostajajo veliki izzivi pri zagotavljanju učinkovitega pregona gospodarskega in finančnega kriminala. Nadalje pravi zelo jasno, da trajanje sodnih postopkov v primerih glede pranja denarja je še vedno izziv, tako da tukaj zelo jasno govori, kaj bi bilo potrebno narediti. Potem, če gremo naprej, boj proti korupciji. Poročilo izpostavlja omejene človeške in finančne vire Komisije za preprečevanje korupcije, ki vzbuja zaskrbljenost. Zaskrbljenost je tudi zaradi vrzeli med zakonodajo in prakso. Skratka, zakonodaja, da je dobra. Še zlasti so pa te vrzeli glede zakonodaje in prakse povezane v izvajanju zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in to ugotavljamo, da obstajajo ključni izzivi slovenske protikorupcijske zakonodaje. Potem tretje poglavje je to poglavje, ki govori o pluralizmu medijev. Tukaj je nekaj zadev, ki so zelo pomembne. Najprej komisija ugotavlja, da Agencija za komunikacijska omrežja in storitve deluje z majhnimi sredstvi glede na zelo široko paleto pristojnosti, ki ima, in to seveda vpliva na njeno učinkovitost. Nadalje glede položaja novinarjev v Sloveniji ugotavlja, da so fizični napadi nanje redki, hkrati pa ugotavlja in izpostavlja spletno nadlegovanje in tudi spletne grožnje novinarjem. Slovenija je v poročilu izpostavljena skupaj z Bolgarijo, Hrvaško, Madžarsko in Španijo v povezavi z zaskrbljenostjo zaradi raznih groženj novinarjem. Potem, kot sem rekel, torej ne gre za to, da bi bili fizični napadi na novinarje, ki so redki, so pa ta nadlegovanja problematična. Potem tudi spletni napadi in grožnje strani politikov so številni, hkrati so pa recimo dostikrat
drugi storilci, torej pri teh grožnjah, anonimni. Poleg tega so lahko sodni postopki, ki vključujejo novinarje, dolgotrajni in tudi odziv kazensko-pravnega sistema dostikrat manjka zaradi prakse. Rad bi izpostavil še, da poročilo navaja, da sedanji sistem glede lastništva medijev sicer daje neke informacije na javnosti o lastništvu, ampak je preglednost lastništva zgolj omejena. Torej ne vidimo, kateri so končni lastniki, in to je ugotovljeno kot izziv, kot problem. In potem tudi poročilo ugotavlja, da so nekatere informacije o lastništvu medijev torej javno dostopne, zaradi teh kaskadnih lastnikov pa se zelo težko ugotovi, ali je odločanje koncentrirano v ozadju. Na koncu še zadnje, 4. poglavje glede institucionalnih zadev. Vidimo, torej poročilo ugotavlja, da so recimo javna posvetovanja v praksi dostikrat omejena, da praksi javnost nima zadosti priložnosti za sodelovanje v zakonodajnem procesu, in to je problem. In tudi javna posvetovanja v praksi dostikrat niso dovolj dolga. Saj menimo, da pravzaprav javnost mora imeti priložnost artikulirati svoja mnenja in predstaviti svoja mnenja. Potem pa tudi, kar je glede institucij, varuh načela enakosti kljub povečanju sredstev daruje še vedno z razmeroma malimi zaposlenimi. Tako da to so nekatere, torej jaz sem poskušal biti pač po teh 4 poglavjih, ampak to so nekatere glavnih teh sporočil, ki jih imamo v poročilu o Sloveniji. Hvala, Zoran. Katja, zate v bistvu enako vprašanje, kako ti ocenjuješ to poročilo Evropske komisije z vidika diagnoze stanja vladavine prava v Republiki Sloveniji? Jaz mislim, da je zelo realno napisano. Se pravi, sem bila presenečena, kako v bistvu dobre informacije je imela komisija. Nekako, kot je rekel že Zoran, izpostavlja pozitivne stvari, se pravi to, da se izboljšuje učinkovitost sodstva. To je v bistvu ugotovil že tudi Sepeš, da sodni zaostanki niso več sistemski problem, je tudi v bistvu že ugotovitev tudi Sveta Evrope. Enako za tožilsko, recimo učinkovitost tožilskega dela, je pa zagotovo najbolj zaskrbljujoča zame pač ugotovitev in tudi upravičena, da pač so predolgi tožilski in sodni postopki pri finančni in gospodarski kriminaliteti in pri pranju denarja. Tukaj to vidim, da je zaznala tudi naše politično vodstvo, v bistvu še preden je v bistvu bilo izdano pač to poročilo, in je tudi že začelo naslavljati ta problem. Namreč tle pri tej problematiki ni nujno, da gre samo za zakonski okvir. Še po moje tukaj imamo dejansko dober zakonski okvir. Gre pa za problem pogosto čisto operativnega sodelovanja in tudi tega, da v bistvu pregon finančne in gospodarske kriminalitete stane. To ni nekaj, kjer ni rabiš nobenih virov vlagati. Sama to sem malo tudi z akademskega vidika preučevala, zato lahko bolj mogoče poglobljeno se lotim te teme. Namreč ljudje, ki se ukvarjajo z gospodarsko in finančno kriminaliteto, so pač ljudje, ki investirajo ogromna sredstva v dobre nasvete, plačajo ogromno denarja računovodjem, pravnikom, zato da pač lahko izvršijo neko tako kaznivo dejanje. In če država na drugi strani ni sposobna odgovoriti na ta izziv, pač je neučinkovita. Kar pomeni, imela sem to srečo, da sem spremljala delegacijo pod ministrom Klemenčičem, ki je vključevala sodnike, tožilce in tudi člane sveta centralne banke takrat. Mi smo šli v Islandijo si pogledati pač na obisk temu tožilcu, ki je uspešno končal pač postopke pri bančni kriminaliteti na Islandiji. In pač ta človek je imel na voljo ekipo 30 ljudi,
ki so bili samo njegovi, ne tako kot pri nas, ko so to neke delovne skupine, ko ljudje delajo poleg svojih rednih delovnih obveznosti še to zraven, pač gre za multidisciplinarni pristop, kjer imaš ti računovodje, finančnike, ekonomiste, ki pač lahko potem učinkovito, ne samo v bistvu pač preiskujejo kriminalno količino, ampak tudi v bistvu nezakonito pridobljeno premoženje, ker tukaj gre za ta follow the money princip. Tako da jaz tukaj enako kot pri KPK-ju in tudi očitek je bil podhranjenosti Državnotožilskega sveta in tudi delno Sodnega sveta, pač vidim spet to, kar sem že uvodoma omenila, pač talce politike varčevanja, in potem nekako, tudi zdaj, ko pač smo nekako prenehali s to politiko varčevanja, nekako ni prišlo nekako prioritetno na agendo, da bi se nekdo, pač nekako prioritiziral to, da bi se podprlo delovanje teh organov na ta način. Hkrati imamo pa še en drug problem, da nisem prepričana, če so naši tožilci in sodniki nekako navajeni tega multidisciplinarnega ekipnega dela. To je nekaj, kar opažam pri nas kot pač en izziv. Zato, ker ko gledam recimo tuje sodnike ali pa tuje tožilce, če gledamo samo sodišče Evropske unije, pač to so ljudje, ki imajo ekipe 5-6 sodelavcev, ki delajo na pač neki zadevi in dejansko je vloga sodnika to, da pač dajo usmeritve, pišejo drugi, Tukaj pa jaz vidim, pri nas je pa zelo individualistično to, vsak nekako zase, tako da nekako jaz mislim, da bi morali nekako skozi izobraževanje in mogoče nekako reorganizacijo tega dela nekako drugače postaviti te stvari, če bi želeli biti učinkoviti. Se pravi, mene od vseh teh očitkov ta najbolj zbode beseda medijska svoboda, ampak ta v bistvu ni nekaj, v kar bi se upala spuščati, ker je pač izven moje stroke. Tako da, se pravi, tukaj je največje izzive. V redu, hvala Katja. Predlagam, da še malce ostanemo tu zdaj in medias res, torej v Sloveniji, pa bom mogoče debato v skladu s svojo akademsko kritičnostjo malce začinil. Poglejte, jaz mislim, da je to poročilo Evropska komisija v bistvu napisala res zelo dobro, tako kot ona zna, in da je na nek način s tem poročilom tudi želela nasloviti skrbi vseh vpletenih, ker spomnili se bomo, da je bilo v zvezi s tem poročilom v Sloveniji so bila visoka pričakovanja na vseh straneh, na straneh institucij, na straneh politike, vendar je pa in komisija je tisto, mislim, kar je zelo dobro izpostavila in kar je najbolj skrb vzbujajoče, je pravzaprav to, da je v Sloveniji zelo dober formalni okvir, torej pravni red kot tak, da pa v bistvu na vseh področjih, če natančno berete to poročilo, na področju delovanja vseh ključnih institucij, imamo pa velik manko uresničevanja tistega, kar je na formalni ravni. To je eno moje temeljno opažanje, torej jaz sem temu v preteklosti rekel, da so slovenske institucije na papirju, da so papirnate institucije in pravna država zelo težko funkcionira, če so institucije samo ali pa pretežno na papirju. Potem je pa še par opažanj, tako skritih v poročilu, ki pa so zelo povedna. Naprimer, v Sloveniji imamo zelo visoko stopnjo nezaupanja v neodvisnost sodstva. To velja zlasti za poslovni sektor, kot izhaja iz tega poročila. Potem na drugi strani komisija opozarja, da v Sloveniji zaznavamo zlasti, da ljudstvo v Sloveniji zaznava zlasti velike medije kot politično pristranske. Potem naprej, v Sloveniji je največji delež anket tistih, ki menijo, da ni dovolj uspešnega pregona, ki bi ljudi odvračal od koruptivnih praks. In to je na drugi strani nekako paradoksalno v kombinaciji z dejstvom, da je v Sloveniji pa hkrati najvišja stopnja zaupanja v organe pregona in policijo.
In potem tole je še pritegnilo mojo pozornost, ker 76% podjetij v Sloveniji meni, da je politično povezovanje, poudarjam, edini način za uspešno poslovanje. V Evropski uniji je to povprečje 54%. Kaj nam to pove? Tukaj je pa zdaj ta moj sociološki aspekt. Kaj nam to pove o tem, kako Slovenija zares deluje onkraj njenega formalnega okvira? In če se tule še malce navežem na vprašanje, ki nam ga je zastavil profesor Jambrek v našem chat roomu, in na to nenavadnost, ki se je v bistvu zgodila Sloveniji. Spomnili se boste, da v teku nastajanja tega poročila je nova vlada, ki je prišla na oblast, v bistvu prek zunanjega ministra Logarja v Evropski komisiji želela sporočiti, da so stvari v bistvu slabše kot v resnici, kot izgledajo formalno na papirju. Na nek način se je tako zgodilo, da je želela lastna vlada poslabšati status vladavine, percepcijo vladavine prava strani Evropske komisije v Sloveniji. In kot tule opozarja profesor Jambrek, kot so leta 1988 grobo grajali dr. Bučarja in ga nekako označili za narodnega izdajalca, ko je podobno storil v skupščini Sveta Evrope, je bilo tudi zoper zunanjega ministra vložena celo ena kazenska ovadba zaradi razžalitve slovenskega naroda. Torej, mene zdaj zanima, in zdaj peljemo zadevo naprej, na podlagi te identificirane diskrepance, ki je nedvomna med formo, med institucijami, ki obstajajo na papirju in tistim v praksi, kje so zdaj tiste priložnosti za izboljšave in kako, mogoče najprej ti, Zoran, kako ti vidiš, da bi lahko to poročilo Evropske komisije stimuliralo morda znotraj konkretnih držav, kot je recimo Slovenija, to priložnost za izboljšave, za dejansko izboljšanje vladavine prava? Hvala, Matej. Jaz mislim, da vprašanje, kaj s tem poročilom narediti, je treba peljati v dve različni smeri. Najprej, kaj bo s tem poročilom se dogajalo na evropski ravni, nadalje pa pravzaprav, kaj ne le z njim tudi na nacionalni ravni. Te dve zadevi sta seveda povezani, ni pa ju nujno povezati 100%. Kaj želim s tem povedati? Želim povedati pač to, da kot prvo postopki naprej na ravni Evropske unije bojo potekali, torej drugo leto bo prišlo spet novo poročilo, opazoval se bo recimo napredek, kaj se dogaja na tem področju. Medtem bo potekal tako imenovan peer review za prvih 5 držav članic in bo torej dobil nek svoj moment, ki bo pa malenkost bolj počasen v primerjavi s tistim, kar bi se pa lahko dogajalo na nacionalni ravni. Na nacionalni ravni jaz mislim, da je priložnost, in to je tisto, kar si želimo na Evropski komisiji, je to, da to poročilo sproži diskusije tako specializirane javnosti, akademskih sfer, kot tudi nacionalne politike, kaj bi bilo potrebno narediti. Tako kot sem uvodoma rekel, jaz mislim, da tukaj gre za neke vrste ogledalo, ki smo ga nastavili, in sedaj je seveda na državi članici tudi, kako bo to poročilo nadalje debatiralo v različnih krogih v državah članicah. Tukaj mislim, da spet poglejte, v določene zadeve, kot sem rekel, bomo opazovali na evropski ravni, vendar je pa vprašanje tudi, kaj si Slovenija želi. Kako želi recimo določene zadeve izboljšati, koliko visoko želi postaviti sama sebi ta prag ambicije za naprej. In tukaj pravzaprav je vprašanje, s kom se želimo kot družba, kot država primerjati, ali bomo si naše standarde, naše cilje postavili glede recimo svobode medijev relativno nizko, ali pa želimo iti pravzaprav v neko bolj ambiciozno smer. Tako da tukaj je, če želite, žogica na strani države, na strani Slovenije. Poglejte, kaj želimo narediti. In na podlagi tega jaz mislim, da morda ta pogovor, ki pravno danes poteka, je morda en
od prvih korakov v tej smeri, da se pogovarjamo o tem in ugotovimo, kaj želimo narediti v državi na tej ravni. Katja, kakšno je tvoje stališče glede tistih mojih iztočnic? Ja, jaz tudi enako kot Zoran, mislim, da je to super pač podlaga za diskusije. Tudi naša ministrica je začela z naslednjim tednom bo začela v bistvu redne diskusije z deležniki ravno na podlagi tega poročila, tako da mislim, da lahko tukaj veliko naredimo. Se pa glede teh tvojih, Matej, izhodišč, mislim, ti si v bistvu izpostavil par kazalnikov, ki temeljijo na percepciji. Jaz sama sem zelo skeptična do tega. Pač kazalniki, ki temeljijo na percepciji, so zelo koristni z vidika tega, da lahko preveriš, kakšno legitimnost neka institucija uživa in vemo pač, empirično je dokazano, da pač večja legitimnost pomeni tudi večjo učinkovitost določene institucije, vendar kaj pa v bistvu moderira ta odnos do te institucije, pa pol drugo vprašanje. Če so to, ne vem, mediji, ki vemo, da so recimo tudi izpostavljeni kot problem v tem poročilu, ali so to, ne vem, politične skupine, ki jim ne ustreza neka odločitev sodišča, pa potem ščuvajo proti njej in s tem tudi v bistvu načenjajo ugled sodstva. Mislim, tle je treba malo v bistvu po moje vseeno analizirati razloge za to, ne. Če pa lahko sam še dodam to, no, kar je tudi Zoran rekel, ne, da dajmo se vprašati, kaj bomo s tem naredili vnaprej, ne. Jaz bi vseeno, glede na to, da je ta naša diskusija tudi v okviru pač te diskusije o prihodnosti Evrope, ne, tukaj se bo morala tudi Evropska unija vprašati, kaj pa vladavina prava na evropski ravni, ne? A imamo v bistvu ustrezne razmerja, ustrezne ustavne varovalke, zavore in ravnovesja, glede na to, da vemo, da pač je to že neka federalizirana skupnost, da hkrati ima težave z demokratično legitimnostjo, v smislu tega, da so zelo pomembne politične odločitve, ki neke pomembne pristojnosti prenaša na evropsko raven, v bistvu sprejete na nepolitičnem forumu v glavnem, ne, to je na sodišču. V tem kontekstu bi rada izpostavila tudi to sodbo nemškega zveznega pač ustavnega sodišča, katerega sporočilo, čeprav je bilo dojeto, kot da je to napad na neodvisno centralno banko, ampak dejansko ga jaz razumem bolj kot postavljanje mej Evropske unije v smislu tega naše pristojnosti, ki smo jih prenesli na Evropsko unijo, so jasne, ne dovolimo, da recimo se Evropska centralna banka zdaj začne ukvarjati tudi z ekonomsko politiko, pač njena pristojnost je denarna politika, je bančništvo zdaj, ne. In pa v kontekstu, če gledamo še tega slovenskega primera, ki ga imamo tudi glede centralne banke in pred Evropskim sodiščem, mislim, sodiščem Evropske unije, v smislu tega, če bo sledilo sodišče pač mnenju pravobranilke, bo pomenilo še to, da dejansko bodo centralne banke imele absolutno imuniteto. Se pravi, mi smo neko institucijo, ki v našem ustavnem sistemu pač ne uživa nobene imunitete, ne prostorske, ne pred kazenskim pregonom, zdaj v bistvu izvzeli iz sistema zavor in ravnovesij, in tudi Evropsko centralno banko smo zdaj izvzeli iz sistema zavor in ravnovesij. Jaz se strinjam, tukaj zdaj ne gre za vprašanje neodvisnosti, absolutno mora biti centralna banka neodvisna, gre pa za bolj vprašanje nedotakljivosti, to je pa popolnoma drug pojem, tako da v tem smislu zdaj sem na tem primeru, vseh takih primerov je več, prikazala to, da v bistvu se dogajajo neki premiki, hkrati se pa na evropski ravni potem ne zagotavlja teh zavor in ravnovesij. Recimo, če bi dobilo pristojnost Evropsko državno tožilstvo, nad nečem bi mogoče že rešili del problema. Zdaj, nemško ustavno sodišče se je postavilo na stališče, da je pač ono to, ki zdaj zagotavlja sistem zavor in ravnovesij vis-a-vis temu v bistvu prenosu
pristojnosti na Evropsko unijo. Če bi se, bodimo iskreni, če bi se naše, bi verjetno imeli že zdravne infringement, ne. Tako da ta mogoče malo dvojna merila v kombinaciji s tem v bistvu vedno večjo federalizacijo, hkrati pa ne v bistvu postavljanjem ustavnega sistema, sprav rušenjem v bistvu teh nacionalnih ustav, to mene malo skrbi. Čisto kot državljanko nimam dobrega občutka po letu 2008, da bi imeli centralne banke res absolutne imunitete širše, kot recimo jih imajo veleposlaništva, kot je ena političarka izjavila, da so centralne banke kot veleposlaništva. Ne, to v bistvu še več kot veleposlaništvo. Tudi veleposlaništvo ne bi imeli takih imunitet, ker oni so vsaj dolžni označevati svoje arhive. Ampak skratka, to bi mogoče rada še načela, no, Matej, ta problem, da ga vidim. Ja, hvala, Katja. Zdaj, izvrgla si en termin, ki se mu reče dvojna merila. Veliko smo poslušali tudi v politični debati glede vladavine prava o tem. Jaz se prav gotovo strinjam, da tudi, ko govorimo o vladavini prava v državah članicah, morajo seveda te predikati vladavine prava, ti elementi vladavine prava hkrati obstajati tudi na evropski ravni. Tule bom vzel dve vprašanji, kot iztočnico za nadaljnji pogovor imamo še 10 minut. In nekako sta te dve vprašanji povezani. Marsikdo danes oporeka razvoju dogodkov na področju vladavine prava, v zvezi z zagotavljanjem vladavine prava, rekoč, da se je zdaj zadeva spolitizirala. V tem kontekstu so potem kritike dvojnih meril ali pa dvojnih standardov. Zato bi rad slišal vajino mnenje. Teja sprašuje, če se je zadeva spolitizirala na nek način, kaj nam zagotavlja, da ta poročila, letna poročila Evropske komisije, ne bodo postala zgolj še eno od poročil, nek brezzobi tiger, kot smo jih že itak vajeni strani drugih mednarodnih organizacij. In drugo vprašanje, zakaj vladavine prava ne prepustimo sodišču Evropske unije? Zakaj preprosto, in tu profesor Jambrek omenja zdaj za nas, za Novo univerzo, izjemno pomembno sodbo, ki jo je včeraj izdalo sodišče Evropske unije v zvezi z ravnanjem madžarskega režima z Soroševo univerzo, Srednjeevropsko univerzo, ki daje pomembne ustavnopravne nastavke v zvezi z razlago listine, in iz katerih izhaja, da morda tudi v odnosu do Nove univerze aktualna oblast, pa tudi poprejšnje, kršijo točno te iste zadeve, kot se dogajajo na Madžarskem. Torej, moje vprašanje zdaj je, kaj na eni strani garantira, da ta poročila ne bodo zgolj še ena poročila v nizu poročil, torej brezzobi tigri, in zakaj vladavine prava preprosto ne pustimo v rokah sodišča Evropske unije? Če smem, morda jaz bi samo kot prvo, zakaj ne samo sodišča? Glejte, mi imamo na ravni Evropske unije celo vrsto inštrumentov, s katerimi poskušamo, torej naslavljamo konkretne probleme. Katja je omenila že infringemente. Infringementi lahko na koncu pripeljejo, torej infringementi so konkretni primeri kršitve evropskega pravnega reda. Na primere, torej recimo kršitve, nas lahko opozorijo bodisi države ali pa celo posamezniki, in potem je na ravni Evropske komisije, da sproži ustrezne postopke, pomeni, da preverjamo, kaj se je zgodilo, pridemo v dialog s to državo, ki jo zadeva, prosimo za dodatna mnenja, opozarjamo, rečemo, v redu, to poskušajte, to rešite. Če vidimo, da so dejansko zadeve problematične, rečemo, to morate rešiti. Če tega ne rešijo, gremo potem na sodišče. Tako da ta instrument obstaja in se uporablja. Recimo v Sloveniji imamo okoli 50 infringementov odprtih, v različnih fazah. Cilj, zakaj smo pravzaprav ta nov instrument razvili, je ta, da ne da bi preprečili te stvari, ampak da bi namesto
torej namesto, da čakamo, da zadeve pridejo tako daleč, da se jih pelje na sodišče oziroma sprožijo infringementi, da se že v zelo zgodnjih fazah gre v dialog, diskusijo in pravzaprav naslavljanje izzivov. Torej gre za to, kot sem rekel na začetku, za neke vrste preventivo na ravni Evropske unije. Ali bo to brezzobi tiger? Glejte, to bilo letna poročila, letne diskusije, zadeva se bo vrtela naprej. Te zadeve, torej diskusije bodo potekle tudi v državah članicah. Tako da jaz mislim, da zaradi tega, ker bodo postopki tekli naprej, to bojo pogovori in tudi konkretni ukrepi, ko bodo sledili. Ob tem pa ne glede na to, da poskušamo torej ta letna poročila o vladavini prava ločiti od finančnih inštrumentov in govorim, sta zadevi le povezani. Kaj želim povedati? Zgolj rad bi vas spomnil, da na sklepe Evropskega sveta 21. julija letos, torej takrat, ko so se predsedniki vlad in držav zmenili glede večletnega finančnega okvira in Next Generation EU, poznate 1850 milijard evrov, in tam imate v sklepih, mislim, da je točka A24, govori o tem, da so eksplicitno, bom citiral, finančni interesi Unije bodo zaščiteni v skladu s splošnimi načeli, zlasti vrednotami iz člena 2, enakopravnost, enakovrednost, zaščita človekovih manjšin, med drugimi spoštovanje človekovega dostojanstva, svobode in tako naprej. Potem pa v prilogi sta pa spet dve točki, ki govorita, da bodo finančni interesi se zaščitili v skladu s temi splošnimi načeli in da bodo v primeru kršitve teh splošnih načel, da bo komisija predlagala ukrepe, ki jih bo svet sprejel s kvalificirano večino. Kar pomeni, da če bi določena država članica, torej ko bo dobila ta finančna sredstva iz bodisi osnovnega proračuna ali pa iz proračuna Next Generation EU, če bi kršila torej ta osnovna načela, potem lahko komisija sproži konkretne ukrepe. Kar pomeni, da zdaj, kaj se dogaja, ta predlog uredbe, ki bi to zadevo dejansko udejanjil, je zdaj že v svetu v razpravah. Ta zadeva že poteka. Evropska komisija je pripravila predlog že nekaj časa nazaj, leta 2018. Predsedstvo nemško je zadevo malenkost spremenilo in naš cilj je torej, da bi prišli do sklepa. Še enkrat, gre za zadeve, ki nista vsebinsko in postopkovno povezani. Gre pa za zadeve, ki imata pa vsebinsko le kar močne povezave. Tako da to na vsak način ne bo brezzobi tiger in posledice tako ali drugače za države, ki bi kršile ta osnovna načela opredeljena v členu 2 iz pogodbe v Evropski uniji, imamo instrumente za sankcioniranje, če bi bilo to potrebno. Hvala, Zoran. Katja? Ja, jaz tudi se strinjam, da to ni brezzobi tiger. Ja, ta finančni moment je zagotovo pomemben, hkrati je pa tudi to v bistvu dobra podlaga za infringemente. Saj sodišče Evropske unije že danes v bistvu se pač odloča tudi na podlagi, tudi na področju vladavine prava. Saj cel kup v bistvu caseov na temo Poljske in Madžarske, nekaj jih je še v teku. Hkrati bo pa to, v bistvu, jaz vidim to poročilo v celoti zdaj, tudi kot nekaj, kar bo v bistvu zagotavljali, da ni dvojnih standardov, vsaj na tem področju. Zato, ker danes je ogromno nekih izgovorov, vidim pri teh državah članicah, ki imajo probleme z vladavino prava, da pač, ja, tam je pa tako, pa niste nič naredili, ampak včasih ni čist tako, v bistvu včasih je to vzeto iz konteksta, zdaj se mi zdi, da imamo črno na belem v bistvu pregled plusov in minusov vseh držav, tako da jaz mislim, da je to zelo dobro orodje, tudi komisiji, ko se odloča za postopke, in se pravim, tukaj tudi jaz vidim močno vlogo sodišča, ki jo je že v bistvu pokazalo,
Ja, hvala. Počasi se približujemo koncu. Naj mogoče še omenim, kakšni so bili kaj odzivi. V Sloveniji, kot veste, je to, glede tega poročila so bile pričakovanja visoka na vseh straneh. Na koncu je nekako to poročilo potešilo vse vpletene, vsak je v njem našel nekaj svojega, tako pozitivnega kot negativnega. Na mednarodni akademski ravni lahko povem, da so bili odzivi tistih, ki opozarjajo na ustavno in demokratično nazadovanje v določenih državah članicah Evropske unije, torej akademski odzivi, izjemno kritični. Dejali so, da to poročilo Evropske komisije na nek način licencira te režime, da to počnejo še naprej, kar počnejo, češ da je premalo strogo. Spet na drugi strani pa so okrcane taporedne države komisijo že pred objavo poročila na nek način obtožile, da žalijo pravzaprav narod tistih držav. Tako da iz različnih vetrov imamo različne odzive. Tisto, kar si jaz želim in na nek način tudi obetam od tega delovanja Evropske komisije v smislu letnih poročil, je ravno to, da zagotovi v kontekstu Slovenije, kakor tudi v drugih državah članicah, prepotreben stimulus za interno refleksijo o stanju vladavine prava v konkretnih državah. Vladavine prava ni mogoče izvoziti ali pa uvoziti iz Bruslja, to je domača naloga sistemov in podsistemov države. Vemo pa, oziroma takšna je moja ocena, da so sistemi in podsistemi vladavine prava v Sloveniji institucije, ki so izjemno avtopoetične, izjemno samozadostne in zelo nerade sprejemajo kritiko, in v odsotnosti kritike je potem tudi zelo težko narediti naprej kakršnekoli reformne korake. Zato jaz upam, da bo to, kot si rekel Zoran, res neke vrste ogledalo in da če bomo v njem videli ne preveč lepo sliko, da si bomo to sliko skušali izboljšati. Naj zaključim s tisto mislijo, kot je nekdo dejal, mislim, da je bil Jože Pučnik, če je nekaj narobe, je to treba popraviti v zasledovanju skupnega dobra. Jaz se zahvaljujem vama za to sodelovanje, zahvaljujem se tudi našim poslušalcem, ki so zdržali z nami tole uro. Prvi akademski forum je s tem zaključen in upam, da daje dobro iztočnico za vse razprave, ki jih bomo imeli še tekom letošnjega akademskega leta. Hvala lepa vsem in nasvidenje.